Folklorna skupina Sava Kranj danes šteje okoli 40 članov. V 67 letih delovanja so s poustvarjanjem plesnega, glasbenega in pevskega izročila vstopili v krog najboljših folklornih skupin v Sloveniji. Dobro poznani pa so tudi na mednarodnih folklornih prireditvah po Evropi in ostalih kontinentih. Razstava na gradu Kieselstein pa nas popelje skozi njihovo delovanje zadnjih 10 let. Smo kar ponosni, da se lahko ponovno pokažemo, da še vedno delamo, da veliko delamo in da imamo bogato zgodovino tudi v teh zadnjih letih. Prvič so se predstavili že davnega leta 1949, tako da je bilo prelomnic folklorne skupine Sava kar nekaj. Še posebej velja izpostaviti dogajanje od leta 1985 do 1991. Moram povedati, da samega 85. je bilo težko, ker nas je zapustil en zelo pomemben vodja skupine, vendar smo se znašli in smo potem sami utrli pot naprej in smo, moram reči, do leta 1991. Zelo uspešno delali, ker smo imeli veliko programa. Ki je zelo obsežen, vsebuje 47 različnih plesnih postavitev, inštrumentalnih in pevskih točk. Savski folklorniki so med Kranjčani znani po svojih turnejah po vsem svetu, teh je bilo okoli 160. Nastopali so tudi v Kanadi, Braziliji, Kitajskem, Libiji in celo Nepalu. Temu primerno je bilo tudi veliko število mednarodnih priznanj. Kar se tiče v tujini, bi jaz rad izpostavil predvsem zadnjo priznanje, ki smo ga prejeli na Poljskem. To je bilo leta 2008, kjer smo bili med 15 tujimi skupinami proglašeni, kot da imamo najbolj izviren program folklornih skupin. Svojimi nastopi bodo navduševali tudi v veselem mesecu, ki prihaja. Predvsem bom izpostavil, da imamo že 4. decembra v Stražišču kulturni teden, na kateremu en večer je naš in se bomo potrudili, da bo publika zadovoljna. V vseh 67 letih delovanja so imeli nekaj manj kot 5000 nastopov in še bodo plesali in igrali.